Emily in Veritas v tokratni oddaji o numerologiji in seveda tudi o numerološkem priročniku, življenjskem številu, osebnem letu in še marsičemu drugemu. Govorili pa bomo tudi o pomembnosti diferencialne diagnostike. To bo tematika, ki bo predvsem zanimala tiste, ki imate težave s hrbtenico, pa v oddaji Klepet ob kavi še marsikaj drugega. Spremljajte nas, začnemo zdaj. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Moram vam povedati, da imam kar nekaj znancev in znank, ki so se preimenovali. Ja, tako je. In tudi meni je kar nekaj let nazaj prišla v roke tale čudovita knjiga, ki sploh ni knjiga, ampak je življenjski priročnik in govori o numerologiji. Zanimivo je, numerologijo veliko ljudi označuje kot nekaj, kar povezujejo z nekimi vedeževalkami ali pa kaj takega podobnega, a pravzaprav gre za zelo eksaktno staro znanost in ko pokukaš v tole knjigo, pa si izračunaš vibracijo svojega imena, pa priimka, pa življenjsko pot, pa ko si izračunaš osebno leto, pa ko greš gledat potem za partnerja, pa za ujemanje, ugotoviš, da je nekaj na tem. Enostavno je. In danes bomo govorili o tem, kaj pomeni pravzaprav sprememba imena, priimka in tako naprej. Gostili pa bomo avtorico te knjige, ki ni tole, kar piše gor, Taja, Veroti, Tjaša, temveč Emily in Veritas. Jo že slišim. Emily, kar naprej, lepo pozdravljena, dobrodošla. Lep pozdrav. Skoraj že vsaj malo Kanadčanka, a ne? Ja, že precej. Izvoli, sem vesela. Tvoje ime zdaj je že čist, ne? Tako za Kanado pripravljeno, ne? Čisto za Kanado pripravljeno, Emily. Odlično. Spremenila si ime. Ja. Zakaj si se za to odločila in kaj ima to veze za numerologijo? To je eno tako vprašanje, na katero največkrat naletim tudi, ko se pogovarjam s strankami. Ker danes je sploh en trend, ne? Zamenjajmo ime, vse več ljudi je zaradi enih stvari nezadovoljnih ali zaradi pomanjkanja financ ali zaradi pomanjkanja posla, pomanjkanja ljubezni, pomanjkanja dobrih odnosov, zdravja. In vse bolj ljudje iščejo neke rešitve zase, tudi preko numerologije in preko spremembe imena in priimka. Pa je to bežanje od realnosti ali je to dejansko res dobro orodje? Zelo dobro vprašanje, lahko je oboje. Večinoma imajo ljudje željo pobegniti in tukaj jaz nisem pristaš takrat spremembe. Zato, ker sem globoko prepričana, tiste težave ali tisti izzivi, ki jih imamo, so pogosto pogojeni zaradi dveh stvari. Ali je to naš izziv, s katerim se pač na nek način moramo soočiti in ne moremo pobegniti, ali je pa to odraz naših vedenjskih vzorcev, naših prepričanj, naših izkušenj, celega našega modela sveta, ki smo si ga pridelali do sedaj v življenju. In pobegniti od tega se ne da. Zato, ker vse tisto, pred čemer bežimo, se lepi na nas kot magnet. Numerološko spremembo jaz vidim kot dober atribut oziroma kot dober pripomoček takrat, ko je namensko narejena, ko človek ve, zaradi česa bi želel spremeniti in ko se s tem podprejo njegove naravne danosti, ne nekaj od zunaj. Čeprav mi je tvoja obleka še to všeč, na žalost, meni ne gre, ne? Ampak tisto, kar je moje, pa se podpre tisto, kar je v meni. Numerologija je nekaj, kar sem sama prepoznala kot čudovito, krasno orodje, ki ga uporabljam tudi sama v življenju, mnogokrat, velikokrat. In numerologija mi je pravzaprav tudi pomagala spoznati sebe in svoje vibracije, tako rekoč. Kot numerologinja že dolgo časa upravljaš to delo, pred dolgimi leti si zapustila zelo udobno službo zaradi tega, da si sledila sama sebi. Kaj kot numerologinja vidiš, da je največkrat neka zmota, nek stereotip, predsodek o numerologiji, ki ni res? Kaj si ljudje mislijo napačno o numerologiji? Kot prvo to, da je to vedeževanje. Kot drugo, da jim nič ni potrebno spremeniti. Da si bodo samo spremenili ime in priimek in bo življenje krasno.
Pa ni čisto tako. To je samo pripomoček, tako kot obleka, kot dober čevelj. Če greš na Triglav, je zelo fajn, da imaš udobne gojzarje in ti še tako lepi sandalčki z visoko peto nič ne koristijo. Ne? Zelo podobno je v numerologiji. Ljudje mislijo, da bodo spremenili in potem se bodo stvari same začele dogajati. To je pravzaprav pripomoček, da se človek toliko ojača, opolnomoči, da lahko začne izvajati spremembe sam pri sebi. Da lahko začne spreminjati svoja prepričanja, svojo cono obdobja razširi. In to je sprememba imena in priimka. Prestavi se na nek način točka ravnovesja, kot da se cona obdobja razširi. Tale knjiga Pomoč, moč, numerologije, se mi zdi, da je nekaj, kar jaz ves čas nekaj pogledam. In zanimivo je tudi, da tam, kjer zračunaš svojo vibracijo in vibracijo recimo nekoga drugega, kakorkoli pač je, hitro vidiš, kako bo šlo, kako bo ta dinamika šla. Ampak stvar, ki mi je pa tukaj najbolj dragocena, je pa stvar, ki govori o osebnem letu. Leta in tistega leta, kateremu se nahajamo. Tudi, če nisem prej vedela, ker sem gledala za leta nazaj, dejansko popolnoma sovpada, v nekem letu so bile res v ospredju tiste stvari, ki so bile tukaj že numerološko napisane. Zakaj to deluje? Kako to deluje? Včasih ravno na tako vprašanje ne znam povedati, zakaj. To je tako, kot da me nekdo vpraša, zakaj je trava zelena. Ne vem, morda zaradi klorofila, vem pa, da je zelena. Ne? Mnogi ljudje mi pravijo, da stvari držijo. In mnogi ljudje uporabljajo to mojo knjigo tudi kot pripomoček za vedeževanje, zato ker je dosti točna. Vendar to ne pomeni, da je to edina možnost. Hočem reči nekaj, ne? Jaz bi težko izpostavila, kaj je tisto, kar je bolj pomembno od vsega drugega. Odkrito rečeno, sem socialna delavka po poklicu, študirala sem socialno pedagogiko, sociologijo, ampak mi je največ znanja oziroma največ razumevanja sem dobila s pomočjo numerologije. Najbolj sem ugotovila, zakaj imajo ljudje različen model sveta, zakaj se preprosto ljudje obnašajo tako, kot se obnašajo, zakaj nekdo v enem obdobju ne more dati iz sebe tiste, kar je v njem dobro. In zakaj včasih s tako lahkoto stvari grejo. In ugotavljam eno reč, ne, kadar sledim tem naravnim ciklom, grejo stvari z večjo lahkoto. Ne bom rekla, da je vse super, da je vse gladko, ampak lažje je plavati s tokom, kakor... Točno to. To je tako, veš, kot da seješ rastline. Imaš lahko najboljše seme, najboljšo zemljo, najboljše stvari, ampak če v napačnem času poseješ, takrat, ko je zmrzal, pokuri seme in ne nič iz njega. In numerologija mi je tukaj izjemno dober priročnik. Pa je numerologija neka nova finta, sodobna finta, ali je to nekaj, kar je pravzaprav zelo starodavno in je obstajalo že prej? To je tako staro, da pravzaprav nihče točno ne ve, od kod pride. In če boš imela različne sogovornike, različne strokovnjake iz numerologije, se lahko med seboj pokregajo, od kje to je, od kje to izvira, od kje ne izvira. Ker skoraj čisto vsaka neka velika kultura pri nas, neka velika družba, od Majev, Inkov, do Perzijancev, vsi so imeli neki svoj lastni sistem numerologije. To je ena zelo, zelo stara znanost. In je bila v bistvu celo pred abecedo. Prvotna je bila numerologija narejena na glas, na zvok. In z abecedo so se stvari tudi malenkost zarotirale, malo spremenile. Wow, izjemno. Števila torej imajo lastnosti? Števila vlečejo nase lastnosti, so kot magneti na nek način, ki privlačijo določene lastnosti, nekatere odbijajo, jih je zelo težko dobiti tisto reč in hkrati, ko pridejo različni magnetki skupaj, oblikujejo eno tako zmes, ali temu bi lahko človek rekel numerično kodo, ki deluje na svoj način. Da se malo spremenijo kakšne lastnosti, kakšne stvari, ki jih privlači in potem malo drugače deluje. Numerologi gledate tako datum rojstva, uro rojstva, kot tudi ime in priimek. Pri imenu in priimku imamo, kako lahko govorimo o numerologiji, če imamo pa ABC, imamo črke? Ja. Jaz osebno gledam vse.
Zato, ker to je, ena oseba je na nek način rezultat vsega. Tega, kdaj se je rodila, genetike, temperamenta, okolja, kje je bila vzgajana, kako je bila vzgajana, kakšne so njene izkušnje do sedaj, kako se sooča s svojimi izzivi. Jaz gledam na vse. Kako imajo črke, se pravi, vsaka črka ima zadaj tudi število? Tudi. Obstajata dva sistema, ne? Ali kako? Obstaja več sistemov. Trenutno v tem času sta pa najbolj razširjena dva sistema. To je kaldejski in pitagorejski, ki tudi različno numerirata abecedo. Tako da je na primer po pitagorejskem je črka I vsebuje 9 točk, po kaldejskem pa 1 točko, na primer, ne. Vsaka malo drugače deluje, ne bom rekla, da je en sistem boljši od drugega, sta malo različna. Namen imata pa iste. Da človek lažje razume, kaj je tisto bistvo noter v njem, da lažje prepozna, da lažje začne, da se vpraša, kdo pravzaprav sem, kaj bi pravzaprav rada na tem svetu. In danes, ko ljudje iščemo to svojo pot, svojo lastno pot, svoj lastni odraz, je lahko numerologija zelo dober pripomoček. Prejšnji teden sem ravno govorila z eno gospo, ki je rekla, če bi jaz to prevedela, bi pa prej prišla pri svetovanju otroku za izbiro poklica. Za poklica? Ja, tudi to se lahko, ker se določena nagnjenja, določene stvari se bolj vežejo na določeno število in potem je zelo zanimivo, ali si otrok izbira poklic na podlagi imena in priimka ali na podlagi rojstnih podatkov. Rojstni podatki so njegove, to je njegova stvar, to je odraz njegove duše, njegove življenjske poti. Ime in priimek je pogosto odraz želje staršev, njihovih prepričanj, njihovega modela sveta in ga seveda dajo svojemu otroku. In otrok mora s to zmestjo živeti. In ni nujno, da mu zares za njegovo dušo, za tisto njegovo bistvo resnično paše tisto, kar paše staršem. Zanimivo. V tej krasni, tole vam pa res priporočam, da imate doma. Jaz njo enkrat vmes zgubila, sem bila nesrečna, pa sem bolj novo dobila. Skratka, tukaj vidimo življenjska pot, vidimo osebno leto, tekočo leto. Recimo, kaj je življenjska pot? Življenjska pot je na nek način tako kot eno poslanstvo, zakaj se človek rodi. Iz česa se računa? Iz rojstnih podatkov. To se v knjigi tisti, ki poznajo, si lahko sami izračunajo, po knjigi so navodila. Življenjska pot ne govori o tem, kakšen človek je, ampak kaj bi bilo dobro za njega, da bi bil. Kako bi naj živel, da se uskladi s tem, kar je on sam. Kakšni načini delovanja so mu najbolj blizu, kaj bi bilo za njega dobro, včasih pa celo, kaj je zanj na nek način skoraj kot prepoved, da zanj ni dobro. Naprimer, tako imamo za eno število prav direktno na svet, pojdi od doma. Tukaj ne gre za to, da so naprimer starši slabi, daleč od tega, ampak da ne more izživeti tega, za kar se je rodil, če ostane v domači hiši. Pojdi od doma. In ljudje, ki tega ne sledijo, največkrat imamo ljudje težave v življenju samo zaradi tega, ker ne sledimo svoje življenjske poti. Ker živimo nekaj drugega. Ker danes iščemo neke variante, s katerimi bi lažje živeli, vendar mi moramo svoje življenje živeti. Svojo. Kako pa se potem življenjska pot razlikuje od osebnega leta, tudi to bova govorili, tale trenutek pa mi smo naše goste povprašali, če oni sami morda vedo, ali so si izračunali po tej knjigici kakorkoli, katero pa je njihovo življenjsko število oziroma katera je njihova življenjska pot. Preverimo odgovore. Tega ne vem, nisem si nikoli dala izračunati številke tega tipa, ampak upoštevam znanja Džotiša, ki mi pomagajo, recimo, da v tem letu izkoristim maksimalno svoje potenciale, energijo usmerim tam, kjer je zame najbolj koristna. Meni osebno je najbolj všeč številka 19, drugače pa je številka 6. Tako je številka 5. Vem, katero je moje numerološko število, sam ne vem pa, če je to število življenjske poti. 7, mistična.
Danes govorimo o moči, pomoči numerologije in tale knjiga vam lahko še kako pomaga, da pridete do tega. Ja, jaz že pri življenjski poti sem hitro sebe našla in potem sem kakšnim takim, ki nič ne verjamejo, pa tak naprej, pa sem jim dala, pa sem rekla, pa daj poglej se, kjera življenjska pot si. Pol so pa brali, pa veš, da je res nekaj na tem. Pa veš, da je res, tole se mi pa res zdi, da je nekaj na tem. Potem imamo tudi to, kaj pomeni, recimo, če si rojen 1. v mesecu, 28. Kako, tudi to je pomembno? V bistvu so vsa števila pomembna. Pri numerološki analizi to včasih izgleda tako, veš, ko da daš na pult vse sestavine, s katerega misliš nekaj skuhati, ne? In včasih so nekatere sestavine take, da se med seboj rahlo odbijajo. Imaš kisle kumara pa marmelado, kaj se s tem skupaj naredi v eni jedi, ne? Pri numerološki analizi je to, da ti potegneš iz vsakega števila najboljše, kar je mogoče. In vsako število vleče na se neke določene lastnosti. Kaj pa pomen tekočega leta? Kaj to pravzaprav? Tako kot si prej omenila, v knjigi je tudi razpredelnica, da se človek lahko sam izračuna, katero izkušnjo bo v določenem letu preizkušal. Mi vsi na nek način preizkušamo vse. Od odnosov do poslovnega življenja, do zdravja. Vse to so naše teme, dokler živimo na tem planetu, ne? In čisto vsa števila na nek način preizkušamo. In zaradi tega si osebna leta sledijo tako kot eno valovanje. Kadar se mi uskladimo z valovanjem, pomeni, da sledimo lastnemu bioritmu, lastnemu ritmu. In za nekoga, nekdo bo rekel, zdaj so perfektni časi, ne? Vsi dobivajo službe. Nekdo ne more dobiti v tistem trenutku, če sledi na enak način kot prej in bi moral nekaj spremeniti. Včasih je ena malenkost, ki mu lahko spremeni življenje. Ali kdaj potovati, kdaj ne potovati, kdaj kaj kupiti, kdaj ne kupiti, naprimer. So določene stvari, ki so lažje, določene slabše, ne? Jaz temu rečem, to je časovna koda. To je tisto, kar našo usodo dela. Pravi čas, pravo stvar, pravo potezo potegniti. To je tista največja umetnost, ki se jo vsi učimo. In tukaj se mi zdi, da je meni največ odgovorov dala ravno numerologija, pa ne pomeni, da nikoli ne kiksnem. Včasih prav trmasto vztrajam. Ne, vem, to je zdaj, pamet mi govori, to moram zdaj narediti. In potem se nekaj zgodi in se rečem, pa zakaj nisem poslušala numerologije? V poletnem času 2018 mi je bilo rečeno, naj ne hodim na pot in na potovanje. In seveda sem vztrajala in evo en mesec in 100 potresov, med drugim 3 malce hujše. Pa sem se spomnila takrat, ampak sem se vse na danes hvaležna za to, ampak velikrat se mi zgodi kaj takega, pa rečem, pa pinto, pa kaj se nisem poslušala, ne? Oziroma prisluhnila temu, kar pravzaprav pravijo vse te vede. Najlepša hvala. Bi še kaj dodala? Ne, včasih je pa tako, veš, sem razmišljala eno zadevo. Ljudje gremo skozi izkušnje, ne? In včasih si rečemo, kakšno smolo imam, ker me je tisti butno na cesto. Mogoče je v tistem obdobju kakšna zadeva namenjena, ne? Pa ti je ena reč, ki ti ne spremeni življenja, ki ti ne povzroči dolgotrajnih posledic, negativnih. Najboljše, kar se ti lahko zgodi. Se pravi, vse je darilo. Na nek način, ja. Najlepša hvala. Emily je bila danes v naši družbi. Vi pa tole knjigico, res vam jo priporočamo, če imate radi vse takšne stvari, ki vam omogočajo, da sami malce krmilite, da imate ta prave vajeti v rokah. Fantastično. Sa kraćom nogom ovdje. Jedna od kombinacija i versija je da se nagne zdjelica prema dolje. Isto tako može se nagnuti i rame.